In tako so ti liberalni voditelji Ekvadorja so izgnali jezuite iz Ekvadorja, pa iz šole ven verok vrgli verjetno. Naredili vse, da bi katoliška cerkev imela nobenega vpliva več na življenje Ekvadorcev. No, hvala Bogu, Ekvadorci so bili še vedno, večina so bili katoličani, pa so potem izvolili za svojega predsednika Gabriela García Morena. To je bil tale državnik, on je bil pa zelo goreč katoličan in je vzel vajeti v roke in je bil dve obdobji je bil predsednik. Vidite, in naenkrat se je, prej, ko so bili na oblasti brezbožneži, je bila vedno blagajna prazna, polno podkupovanja je bilo in tako naprej, pokvarjenosti in vsega tega. Ja, ko je prišel pa katoličan na oblast v Ekvadorju, se je pa naenkrat blagajna je bila polna, dosti je bilo denarja, tako da je začel zidati celo enega izmed največjih observatorijev na svetu. Majhna žepna državica, južnoameriška državica, zida tako, kjer je bila polna blagajna. Zakaj? Ker ni bilo več pokvarjenih politikov, ki so ves čas kradli denar iz blagajne, ampak je denar pač ostal v blagajni od tistih davkov, ki so jih imeli v Ekvadorju, in je bilo dosti denarja. In potem se nastavil na vodilne položaje v državi, nastavil sposobne katoliške ljudi in potem so sprejeli katoliško ustavo, po kateri je bila državna vera v Ekvadorju katoliška vera, samo katoliška vera, in nobena druga vera, nobena druga sekta ni mogla propagirati svojih krivih naukov v Ekvadorju. Tako da so bili, tudi mislim, da so bili prosti zari so bili prepovedani v Ekvadorju, vse druge verstva so bila prepovedana. Vidite, in naenkrat je življenje v Ekvadorju zacvetelo. Vse bilo je katoliško, vidite, v šole nazaj, García Moreno je poklical nazaj v Ekvador jezuite, pa druge redovnike, pa redovnice je poklical, vidite, vse je bilo katoliško, šole so bile katoliške, vzgoja je bila katoliška, življenje je postalo naenkrat v Ekvadorju lepo. Brez podkupovanja, brez umorov in tako naprej, brez kriminala. Tako malo kriminalcev je bilo, da niti enega samega zapora v Ekvadorju ni bilo, niso mogli zapolniti s kriminalci, ker je bilo premalo, se pravi, veliko prevelik zapor je bil za kriminalce, ker jih ni bilo. Mi v Sloveniji imamo pa danes problem s prostorom za kriminalce, toliko imamo kriminala, vidite, zakaj? Ja, ker v naših šolah učijo pač evolucijo, da smo ljudje nastali iz opic, seveda otroci, mladi ljudje se obnašajo kot opice in se držijo načela, samo delaj, kar hočeš, samo da te ne dobijo. Hvala lepa za takšen nauk, vidite, pa za takšno vzgojo, da pa imajo, kar imajo. No, ta Gabriel García Moreno, on je bil tako katoliški predsednik, da je potem z Vatikanom sklenil konkordat in ta konkordat je bil seveda sporazum z Vatikanom, po kateri je seveda bila katoliška vera edina državna vera v Ekvadorju in recimo na Veliki petek je tle ena podoba, vidite, kako je predsednik Ekvadorja, Gabriel Moreno, nosil križ po ulicah Kita, on je še Quito, nosil križ. In potem je tudi posvetil Ekvador, vidite, vsemi škofi v Quitu posvetil Jezusovemu presvetemu srcu. Vidite, in to je, jaz imam veliko fotografij, podoba imam veliko, v svoji zakristiji imam tam v Črni vasi. Ja, on je uresničil nekaj, vidite, kar je želel Bog, ko je ustvaril ta svet. Vidite, da bi vsak narod bil katoliški narod, da bi vsak narod cvetela katoliška vera, ne protestantska, ne pravoslavna, ne budistična ali pa hinduistična ali pa muslimanska, ampak katoliška vera, katoliška cerkev. Vidite, in to je uresničeno na vseh ravneh, na vseh ravneh življenja tega ekvadorskega naroda. In kaj se je zgodilo? To je bila druga polovica 19. stoletja. Nemški prosti zarji so izdali ukaz, da ga je treba umoriti. Vidite, to je tisto. Ko nekdo naredi nekaj dobrega, namesto da bi ga pohvalili, hvala Bogu, vidite, da imamo takega predsednika, ne. Nemški prosti zarji so dali, da ga je treba umoriti in so ga 6. avgusta anno domini 1875
A je bilo 70? So prišli morilci, 75 so prišli morilci. Vidite, mislim, da je bil ravno prvi petek je bil, on je bil v cerkvi, on je šel vsak dan sveti maši, vsak dan svetemu pokajilu, redno hodil sveti spovedi, bil katoličan, vidite, redno molil za rožni venec in mislim, da je bil ravno prvi petek, tistega 6. avgusta in je šel iz cerkve ven proti, cerkev je pa tam na trgu predsedniške palače. Trg predsedniške, tam na eni strani je cerkev, na eni strani je trg predsedniške palače in je šel ven iz cerkve, ko je molil, ko je bil pri maši, v predsedniško svojo predsedniško palačo in se je, ker je bilo vroče, je pač tisto svojo obleko predsedniško majčkeno gor zavihal, imel sicer revolver s sabo, ker so ga opozarjali, da ga hočejo umoriti, vedel je, da hočejo umoriti, imel s sabo pištolo ali pa revolver, ne vem, karkoli že imel, nekaj je imel s sabo, ampak ker se je oblekel gor dal majčkeno, ker je bilo vroče, ko so prišli na njega z mačetami, da ga umorijo, ni mogel potegniti revolverja ven pravočasno in so ga potem, dobesedno so ga skoraj sesekali na kose, eno roko so mu skoraj odsekali v trenutku, potem pa po glavi so ga odsekali z mačeto, ni takoj umrl, ampak potem seveda je prišla so prišli vojaki in jih so jih pregnali, ampak on je bil smrtno ranjen. Potem so ga pa nesli noter v cerkev, sliko Matere Žalnice, Matere Božje, in je potem tam na tleh izkrvaven in umrl. Vidite, eden najboljših predsednikov, voditeljev, najbolj katoliških, kar jih je poznal, imamo seveda svetega Ludvika IX., francoskega kralja, ki je ravno tako, imel je pa svoje kraljestvo, vidite, imel katoliško kraljestvo naprej. Saj je bilo kar nekaj takih predsednikov, vidite, ampak na žalost niso bili v večini, ne. Ja, no, in potem recimo tule imamo Garcia Morena na sliki z jezuiti, te se je slikal z jezuiti, ki jih je poklical v Ekvador, da so prevzeli šole, in baje, da je ena Marina podoba takrat, ko so ga umorili, da je točila solze. Ja, in on je bil tisti, ki je tudi papežu, ko je papežu pisal, Pija IX. So takrat ravno so ga italijanski prostidarji so mu ukradli papeško državo, ki je bila last katoliške cerkve več kot 1000 let. Last katoliške cerkve, vidite, in so prišli in vojaško zavzeli papeško državo in Pij IX. je potem je bil ujetnik v Vatikanu, samo še v Vatikanu je lahko bil in potem pa je moral še iz Vatikana zbežati in je zbežal ga Eto. No, in ko se je to zgodilo, edini državnik na svetu, vidite, ki je Pija IX. Podprl, je protestiral proti temu, da so mu ukradli, vidite, papeško državo, je bil Gabriel Garcia Moreno. Edini. In potem mu je vsako leto in njegova vlada poslala, vsak mesec, mislim, da so mu poslali neko vsoto denarja, ker so vedeli, da je pač v izgnanstvu in da ga hočejo prostidarji umoriti. In hoteli so ga umoriti, ampak jim ni uspelo. No, in preden je Gabriel Garcia Moreno, preden so ga umorili, malo pred tem je napisal posebno pismo ekvadorskemu kongresu in v tem pismu pravi, vse so veliki darovi Boga, pravi, mi smo nič, nič ne zmoremo, pravi, ampak zmoremo pač seveda vse po Božji dobroti, po Božji učiteljski dobroti. In potem pravi, ne bom vam vsega bral, ker je predolgo, pravi, mi vse svoje zaupanje stavimo v Boga, po smislu prevajam, pravi, in se distanciramo od brezbožnosti, od odpada od katoliške vere. Potem govori o tem, kako Ekvador cveti, na vseh pogledih, vidite, moralno in duhovno cveti, pravi zato, ker pač živimo po katoliški veri. In potem pravi v našem narodu, ja, pravi, govori o našem očetu, pravi, ki je naš Bog, pravi, v našem narodu, pravi, ko nas je več kot 1 milijon, pravi, ni dovolj, pravi, je naša jetnišnica premajhna, prevelika za nekaj kriminalcev, ker je tako malo kriminalcev, to sam potem pove. Potem govori seveda o cerkvi, kako dober, lep vpliv ima na narod, kako je 9000 nekih divjakov se je spremenilo katoliško vero tam nekem področju Ekvadorja. Ja, in na koncu
na koncu, spet so hoteli pač njega izvoliti za predsednika, že tretjič, ampak potem so pa nemški proletarji izdali ukaz, da ga umorijo. Potem prosi za odpuščanje, pravi, za vse tiste, pravi, če je koga kdaj užalil, in potem pravi, vse, kar je dobrega, vse, kar sem dobrega napravil, pravi, pripisujemo Bogu, pravi, in brezmadežnici Mariji, ki je delilka vseh milosti. Ja, in potem se je podpisal Gabriel Garcia Moreno, avgust 1875. Papež, ko je izvedel, da so ga umorili, je izjavil, pravi, da je bil on mučenec katoliške vere. In preden so ga umorili, je napisal papežu v pismu, pravi, da bi imel za največji božji dar, če bi mu Bog dopustil, da bi lahko umrl kot mučenec za njegovo vero, in tako se je tudi zgodilo. Ja, no, vidite, to je takšen dokaz, vidite, kako je lahko življenje nekega naroda lepo, če je vlada v narodu katoliška vera, ne pa druge krive vere in sekte. Vidite, ker je ta predsednik Gabriel Garcia Moreno imel tisto vero, o kateri govori v današnjem evangeliju Jezus svetemu Tomažu apostolu. Ko mu pravi, blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Vidite, to katoliško vero je imel ta predsednik Gabriel Garcia Moreno, in to katoliško vero, da bi moral imeti vsak državnik na tem svetu, vsak predsednik, kralj, knez, karkoli je že, vsak voditelj kateregakoli naroda, vidite, da bi na tem svetu bilo življenje lepo in da bi večina duš, vidite, hodila po poti, ki vodi v nebesa. Tako je pa ravno obratno. Ravno obratno, vidite, pravzaprav nimamo nobene katoliške vlade na tem svetu, prave katoliške vlade, nimamo nobenega katoliškega parlamenta ali kongresa na tem svetu, ampak v vseh vladah, vidite, vsem veram daje enako mesto, enake pravice, ne daje mesta katoliški veri, vidite, katero je Jezus ustanovil, in katoliški cerkvi. Ampak Jezus pravi, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Komu torej? Jezusu Kristusu. Ne Mohamedu, ne Budu, ne kakšnemu hindujcu, ampak Jezusu Kristusu. In tega seveda današnja družba ne upošteva, in zato je tako hudo. En pregovor pravi, kakor gre papež, tako gre cerkev, kakor gre cerkev, tako gre svet. Vidite, ampak na drugem Vatikanskem koncilu se je zgodilo, da se svet ni več ravnal po cerkvi, ampak se je cerkev začela ravnati po svetu. Temu so rekli, da so odprli okna modernemu svetu. In kaj se je zgodilo? Cerkev, vidite, na tisoče in tisoče, vidite, duhovnikov, redovnic je izstopilo iz redov, se poženilo, ali pa so sami ostali, pa pomožile redovnice, vidite. In cerkev so se začele prazniti, dogajati so se začeli grozni škandali in tako naprej. Vidite, to je, če se cerkev ravna po svetu, ne pa svet po cerkvi. In zato, moji dragi katoličani, zdaj po papeškem pogrebu včeraj, vidite, ki je bil, bodo počasi 9 dni bo uradnega žalovanja, potem bodo pa počasi začeli pripravljati konklave, se pravi volitve novega papeža. In zato ste dobro zapomnite, vsak izmed nas, vidite, ima dolžnost, da v tem času do konklav, pa seveda med konklavami, dokler papeža ne bodo izvolili, da vsak dan molimo za to, da bodo naši kardinali izvolili najbolj svetega, najbolj tradicionalnega in najbolj pobožnega kardinala med vsemi kardinali. Boste rekli, vse takih pa ni. Jih ni veliko, ampak ena peščica pa je takih kardinalov, vidite, ki so razmeroma sveti, tradicionalni in pobožni. In seveda pravoverni, kar je najbolj pomembno. Pravoverni. Vidite, seveda ni nobenega takega, ki bi rekel, da je tradicionalen, tako kot recimo, ko je tradicionalen naš škof Elija ali pa škof Galareta. Ampak so pa konzervativni, vidite, so konzervativni. In zato moramo moliti. Vidite, naša molitev je zelo pomembna. Vsaka človeka, ko sem vam rekel, vsak izdihljaj, vidite, vsaka beseda, vsaka molitev rožnega venca, vidite, je pomembna in vpliva na to, kaj se bo zgodilo v Vatikanu čez nekaj časa. To se pravi,
Vsak dan, ko molite rožni venec, ali sami ali v družini, vsaj eno desetko obvezno namenite zmolite z namenom, da bodo kardinali izbrali najbolj svetega, najbolj tradicionalnega in pobožnega kardinala, veste, za papeža, da bo kaj ustavil modernizem, ki uničuje katoliško cerkev. Kar je bilo seveda pod papežem Frančiškom 100 na uro se je uničevalo, vse, kar je bilo katoliškega, tradicionalnega, se je delalo, se je uničevalo. Vidite, da se to ustavi in da se začne vračati katoliška cerkev tradicija. Ker če se to ne bo zgodilo, bo šlo vse navzdol, vsa družba, vidite, bo šlo vse navzdol in potem lahko čakamo samo še 3-dnevno temo, pa božjo kazen, pa ogenj z neba, vidite, kar je vse obljubljeno v različnih prerogbah. Ja, torej in ko molite rožni venec, ko ste pri sveti maši, kdor more, naj danes daruje sveto obhajilo v ta namen. In da za svetega, tradicionalnega, pobožnega kardinala, da bo postal papež, se pravi STP, da bo stop modernizmu, vidite, ki je vladal v cerkvi, pod papežem Frančiškom. To je bilo nekaj groznega, moram reči, da dobro, saj Pavle šesti pa Janez Pavel drugi, vse so naredili škole, koliko so mogli, pa je komunizem in tako naprej. Ampak moram reči, da pape Frančišek je pa res šel tako daleč, da se človek ne bi nikoli niti v sanjah ne predstavljal, da je to mogoče. Ena izmed zadnjih stvari je bila ta, da je hotel letos spremeniti datum velike noči in datum velike noči prilagoditi datumu, ki ga imajo pravoslavni kristjani. Se pravi, da bi šli iz gregorjanskega koledarja nazaj na julijanski koledar. To je nekaj popolnoma nepredstavljivega, pa še cel kup drugih stvari, ki jih je pač počel. Ja, torej to naredimo, vidite, molimo ta namen. Jaz osebno, recimo 2 kardinala zelo tradicionalno izstopata, to sta kardinal Brk pa kardinal Sarah, Robert Sarah. Jaz osebno molim, da bi izvolili kardinala Roberta Saraha. Da bi njega izvolili, ker se mi zdi, da bi bila to najboljša izbira za katoliško cerkev. Kardinal Brk se mi zdi, da ni najbolj ustvarjen za papeža. Kardinal Sarah mislim, da je. Je pa star seveda že 80 let, malo star je že, ampak po mojem, da to je najboljše. Jaz molim, da bi njega izvolili. Vi pa molite samo to, da bo tradicionalen, da bo svet in pobožen in seveda pravoveren. Hvala Bog nas obvaruj pred modernim liberalnim papežem, kajti, kot sem vam prej rekel, kakor gre papež, tako gre cerkev, kakor gre cerkev, tako gre svet. Če se pa cerkev ravna po svetu, potem gre pa seveda vse navzdol. Ja, še to bom rekel, vse to naj podam. Recimo, kako gre tudi v Sloveniji vse navzdol. Ena je izjava, recimo, ki je pač Slovenska škofovska konferenca dala ven, vidite, na svoj splet, kar je pa dobro. Izjava pravi: proti diskriminaciji pri načinu pokopa. V Sloveniji so občine, kjer ne moreš dobiti grobne parcele za krsto. Samo žaro lahko, samo žarite to pokoplje. Vidite, to je nekaj popolnoma. Za pse pa za mačke imajo dosti prostora, za človeka nimajo več prostora, da bi lahko pokopal. Mi tradicionalni krščani se ne pokopavamo, če tako rečem, v žarah, ampak v krstah. Ker naše telo je svetišče svetega duha. Mi smo prejeli Jezusa, sveta njegovo telo, kri, duša in božanstvo. In danes ne moreš, nekaj pokopališča, ne moreš dobiti grobne parcele za krsto. Vidite, to je nekaj popolnoma skregano zdravo pamet in s vsemi pravicami, ki jih imamo od Boga, ki nam jih Bog daje. Zato seveda pozdravljam to izjavo škofovske konference, da nehajo noreti s temi, nehajo noreti, pa ljudem prepovedovati ljudem se pokopajo, da pokopljejo svoje svojce v krstah. Pa druga stvar, ki je, recimo, tale knjiga, ki jo je napisal Aleš Primc, vidite, za otroke gre. To gre za gibanje, za družine, za otroke. Vidite, knjiga, vidite, priročnik, vidite, ki starše poučuje, vidite, kako naj se borijo proti LGBT-izmu, ki prodira naše šole. Kako naj se borijo proti LGBT-izmu v vrtcih, v osnovnih šolah, v srednjih šolah. Vidite, ker enostavno ti ljudje hočejo te otroke dobesedno, da bodo znoreli, da bodo poževilni. Vidite, z LGBT-jem. In seveda ta knjiga ima cel kup nekih fotografij, ki jih jaz noter ne bi dal, to sem tudi prelepo s takšnim papirjem gor, ker jaz nočem imeti knjig doma, imam več kot 30 metrov knjig,
kar je pač ostalo od tistega, kar sem imel še veliko več, pa nekaj sem moral v smeti vreči, ker nisem imel dovolj, nekaj sem po knjižnicah znosil, ker nisem imel prostora. Ja, nočem imeti knjig s takimi fotografijami, zato to prelepim. Ampak vam svetujem, starši, dajte si te knjige dobiti, 15 € stanejo, pa si preberite, noter imate zelo lepo napisano, kako pa kaj lahko naredimo, pa tudi določene dokumente, ki jih lahko pošljete, vidite, vzorce dokumentov in tako naprej. In seveda, pravi, treba se je boriti za to, da da to v šole ne bo prišlo, oziroma če pride, da to vržejo ven. Ker če en starš nekaj reče, pa še en, vidite, pa je v njeni šoli, pa se najde 20, 30, 40 ali pa 50 ali pa več staršev, ki rečejo: "Ne temu, mi tega nočemo, mi hočemo otroke normalno vzgajati, ne pa da vzgajate otroke v živali pa v vaše opice in naprej. Mi hočemo imeti otroke, ki so božji otroci." Vidite, pa bo ravnatelj pa ravnateljica pa bodo reagirali, vidite, in ne bodo več noreli, vidite, s tem LGBT-izmom. Vidite, do to smo prišli, vidite, to je vse posledica seveda zmage modernizma v cerkvi in kakor gre cerkev, tako gre tudi svet. Torej, Bog nas uvarja pred vsem tem, vidimo, da gre zares in jaz imam parcelo tule na Kurešku gor, ker moj oče je bil doma pod Kureškom, za potoku, tule nad Igom, tule gor. Imam parcelo gor, ampak imam parcelo za krsto. Tako da hvala Bogu, tule so na Igu so še tako pametni, da mi to dovolijo. Zdaj slišal sem pa, da tudi če imaš parcelo, če dobiš parcelo za krsto, da ti znajo reči, ko hočeš imeti pogreb, da ne, parcela je bila plačevana za krsto, ampak oni dovolijo samo za žaro. Tako da jaz ne vem, ampak jaz plačujem parcelo za krsto. In tista upravnica pokopališča mi je rekla, da bom imel zelo lep razgled gor, ker je zelo lep razgled na Kurek. Sem rekel: "Ja, me veseli, ampak moj razgled bo lep iz nebes, ne iz pokopališča." V imenu Očeta in Sina in Svetega duha. Amen.